lep pozdrav za obnoven vlogu. Če še niste, kliknite znakec naroči se in pa stisnite zvončka, da vam pozvoni zmeri, ko pride nov video ven. Kaj se bo danes dogajalo? Danes se bomo najprej ukvarjali mečken še s silažo, potem gremo nekaj posijati, potem pa se osredotočimo na našo obdelavo tal. Se pravi, zapregli bomo krožne vrane, pa gremo vse po vrsti. Tako da bo kar pestro, verjetno nam bo danes itak vse ratal, bo še jutro treba. Potem smo pa kmalu lotili vožnje gnojevke, tako da ja, vreme bo, mogoče celo nekaj malega padavin dobimo, bilo bi fajn. Ampak ja, v glavnem dela ne bo zmanjkalo, tako da pičimo, akcija. Takole, zdaj se pa dogaja ena zelo zanimiva zadeva in sicer testiramo sejalnico v ekstremnih razmerah oziroma v direktni setvi. In tukaj gre za setev v detlo in krnatko in pa vmes še nekaj rži. Tako da, v bistvu ja, pravi test, zdaj pa ne pokažem, kako to dejansko izgleda. Takole, se pravi, po sami sejalnici sploh ne izgleda, kot da je bilo okej, ampak v bistvu lepo diska odreže ta zadevo in naredi ta pol brazdo za seme. Seme pa vidimo, kako pride na koncu, takole lepo zalizano noter, tako da idealno potem za sam vznik, no. Bomo pa videli, fajn je pa, da se lepo masa nazaj zagrne, imamo zaščito pred pleveli in pa tudi v bistvu zadržujemo s tem vlago, tako da bomo pa videli, no, kak bo rezultat. Tako da, Primož, si zadovoljen? Ja, ne, super, sejalnica dela, globina te prava, tako da gremo posijati. Tako, posejmo. Zdaj smo še traktor poservisirali, filtre spucali, kabino spucala moja draga, tako da namazali, natankali. Zdaj pa sam še AdBlue dodamo noter, no, tako da bo v bistvu spreman polj za samo šajbanje. Bomo pa danes poritali še stvari v štali, tako
tako da se nam ne bo kam mudil, bomo pa jutri zjutraj lepo začeli s šajbanjem. Začeli smo z obdelavo tal, za ogrevanje smo naredili ta veliko parcelo, slabih 9 hektarov. Tako da zdaj smo pa na 2 hektarski, malo lažja zemlja, je pa res, da je bilo tukaj več same trave vmes, tako da je malo težja obdelava, ker ostajajo šopi. Drugače se pa detela ful lepo zadela, no. Tako da, ja, gre odlično, no. Peljemo se okoli 9,5 do 10 na uro, zmogljivost recimo 2 hektara pa pol. Tako da, počasi, veliko hektarov je še pred nami, veliko malih parcelc, ampak ja, imamo kaj, lepo, lagano, sportski. Drugače sem pa že opazil, da prihajajo tudi črne vrane na naše parcele. Tako da ja, tisti, ko ste nas spremljali že lani spomladi, veste, kakšne težave so nam povzročale. Ogromno koruze so nam požrle, pa čeprav smo v bistvu mogli paziti parcele, ne vem, 3 tedne zapored, vsak dan. Tako da ja, zdaj se vam spet vračajo. Bomo videli, koliko bo letos sicer navala, zaenkrat jih ni še toliko veliko, jih je okoli 150, 200. Če bo pa šla ta številka še več, se pravi, da bo jata okoli 300 ali več vran, bo pa težava. Bomo tudi videli, no, sicer sjaj zdaj še ne bomo, tako da imamo še malo lufta, mogoče takrat več ne bo toliko. Ampak ja, težava je bližina mesta in pač tukaj jih je ogromno, tako da ja, bomo videli, kako se bomo letos soočali z njimi. Računam pa tudi na to, da bo v bistvu težje prišli do samega semena, ker bo recimo, da poliš posjan, se pravi, ne bo nič odprtega, tako da, ja, bomo videli. Namesto smo šli še v štalo, da smo naredili na fujtralj, živino noter dal, tako da porihtali stvari, zdaj pa že pičemo naprej na parcelci. Tako da ja, danes stranijo bomo še kakšne 3 hektare pa pol, kaj taka, tako da vse skupaj bo nekaj čez 15 hektarov narejenega, tako da se mi zdi, da je kar v redu, no. Tako da dajmo čim prej narediti, pa jutri dalje, odvisno kako bo deženo, ampak
verjetno jutri dalje. Tako da ja. Tako, evo ga, zaključujemo za danes. Narejenih je bilo dobrih 15 hektarov, delali pa smo 10 ur s transportom, z zaključevanjem vsem zraven, tako da produktivno. Porabilo se je pa slabih 200 litrov nafte, bilo je kar, tak bi rekel, naporno za traktor. Tako da ja, zdaj se je pa dušo usipilo, tako da tudi če bi hodili naprej, moramo nehati. Tako da ja, gremo domov, parkiramo, se naspimo, pa jutri dalje, ne. Tako da ja, se vidimo jutri. Včeraj je bil za nami deževen dan, danes je pa sonce spet, tako da smo se v bistvu lotili danes montiranja pregrad. Smo dobra ekipa, no, sta mi prišla še Količ pa Hodko pomagati, tako da dobro sodelujemo. Zakaj danes delamo pregrade? Zaradi tega, ker je še premokro na zemlji, padli okoli 15 litrov, kaj taga. Tako da ja, če bo vse po sreč, ko zmontiramo, preselimo že danes živino sem, no. Ampak ne vem še, če bo vse ratalo. Zdaj zaenkrat smo se dobro zorganizirali, tako da po moje bo ratalo do večera. Neki pregrad nam je že kar ratalo postaviti, no. Zdajle pa moram iti še en keres na kup zmetati s tortijom, pol pa še en mlaj postaviti na hitrco, no, pol se pa vrnemo nazaj na montažo, tako da dajmo tole čim prej hitro narediti, ker imamo še kar nekaj za sfiniširati, no. Veliko večino pregrad, tako da smo bili res pridni. Zmanjkalo nam je nekaj materijala, tako da bomo mogli dokončati še kak drug dan. Tako da, ja no, ampak drugače bo uspešno, pa dobro izkoriščen dan. Zdaj pa še pojitramo, šli smo na kosiče za frišno, pojitramo, potem se pa pridružimo še tistim, ko so že stavni na kresovanju, tako da, ja, še kak urco pa zaključimo. Evo ga, useljeni so prvi biki, mene sicer žal ni bilo zraven, sem bil na terenu, ampak so jih preselili, tako da evo, 3 bokse so že polni, zaenkrat so zadovoljni, bomo jih tudi na prvič napojili tule. Tako da ja, tako sem hotel zaključiti tale vlog, tako da uživite pa se vidimo naslednjič. Ajde, čau!